V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Čudovita pesem, še čudoviteje zapeta, nas je popeljala v bližino Tiberijskega jezera, kjer Peter sprejema od Kristusa poslanstvo, ki se nadaljuje do današnjega dne. Prisrčno pozdravljeni vsi, ki smo se zbrali v tej cerkvi, da najprej počastimo Kristusa, velikega duhovnika. Zato se sedaj obrnimo k njemu, ki nas ljubi in ki nam tudi danes zastavlja eno temeljno vprašanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešila v misli, beseda in dejanju, mnogo dobrega odpustila, starega storila. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, sami greh svetnike in tudi vas prosite zame, Boga greškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah. Hallelujah.
Molimo. Gospod naš Bog, vsi veseli obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. Prosimo te, podpiraj svojo cerkev, da ostane popolnoma zvesta nauku, ki ste ga sveta apostola učila. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo. Berilo je iz apostolskih del. Tiste dni sta šla Peter in Janez v tempelj ob 9. molitveni uri. Nekega moža, ki je bil pred rojstvom hrom, so prinašali in ga posajali vsak dan k tempeljskim vratom, ki se imenujejo Lepa, da bi v tempelj gredoče prosil Boga ime. Ta je videl Petra in Janeza, ko sta hotela stopiti v tempelj, in ju prosil miloščine. Peter in Janez sta se ozrla vanj in Peter je rekel: "Poglej v naju." In gledal je vanjo v pričakovanju, da bo od njiju kaj dobil. Peter pa je rekel: "Srebra in zlata nimam, kar pa imam, to ti dam. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in hodi." In prijel ga je za desnico ter vzdignil, in v hipu so se mu utrdila stopala in gležnji, in skočil je po konci ter hodil. Nato je stopil z njima v tempelj in hodil, poskakoval in hvalil Boga. In vse ljudstvo ga je videlo, da hodi in Boga hvali. Prepoznali pa so ga, da je on tisti, ki je zaradi miloščine posedel pri tempeljskih lepih vratih, in prevzela jih je groza in strmenje nad tem, kar se mu je zgodilo. To je Božja beseda.
Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Opozarjam vas, bratje, da evangelij, ki sem ga jaz oznanil, ni človeški. Jaz ga tudi nisem prejel in se ga nisem naučil od človeka, temveč po razodetju Jezusa Kristusa. Slišali ste namreč, kako sem se nekdaj vedel v judovstvu, da sem čez mero preganjal Božjo cerkev in jo zatiral. In napredoval sem v judovstvu, bolj kakor moji vrstniki v mojem rodu, ter prav posebno gorel za svoja očetna izročila. Ko pa je Bog, ki mi je bil izbran že od rojstva in me poklical po svoji milosti, sklenil razodeti v meni svojega sina, da ga oznanjam med pogani, se nisem posvetoval z mesom in krvjo, tudi nisem šel v Jeruzalem k njim, ki so bili apostoli pred menoj, ampak sem takoj odšel v Arabijo, potem pa sem se zopet vrnil v Damask. 3 leta zatem sem šel v Jeruzalem obiskat Petra in sem ostal pri njem 15 dni. Drugega apostola pa nisem videl nobenega, razen Jakoba, Gospodovega brata. Kar pa vam pišem, glejte, je Bog priča, da ne lažem. Tu je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Ko se je Jezus razodel svojim učencem, je jedel z njimi in rekel Simonu Petru: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile? Rekel mu je: da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je: pasi moja jagnjeta. Spet drugič mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Rekel mu je: da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je: pasi moje ovce. Tretjič mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali me imaš rad? Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: ali me imaš rad? In mu je rekel: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.
Jezus mu je rekel, pasi moje ovce. Resnično, resnično povem ti, ko si bil mlad, si se opasal sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se boš postaral, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. To pa je rekel, da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličeval Boga. In ko je to rekel, mu je dejal, hodi za menoj. Kristusov evangelij. Prav ob tej uri, na današnji praznik svetega Petra in Pavla, pred 50 leti, bila je prav tako nedelja, sem v svetogorski baziliki prejel sakrament mašniškega posvečenja. Korenine pa segajo daleč v preteklost. Moje otroštvo je potekalo v družini, kjer je bila vera sestavni del vsakodnevnega življenja. Mama je bila kot neka katehistinja, tata pa je svojo skromnostjo, ponižnostjo in delovnostjo posnemal svojega zavetnika, svetega Jožefa. V družini smo bili zelo navezani drug na drugega in to smo ohranili do današnjih dni. Moj drugi dom pa je postala župnijska cerkev. Kot navdušen strežnik sem vsako jutro stregel pri maši. V 6. razredu pa sem prevzel vsa dela mežnarja in vsako jutro sem ob 16 in 15 minut na roko zvonil 10 minut z vsemi 3 zvonovi. Vzljubil sem vse, kar je bilo povezano s cerkvijo, da skoraj ni bilo druge izbire, kot da stopim na pot do oltarja. Toda v mladosti je zapihal nasproten veter. V različnih vlogah sem na odru užival v raznih nastopih. Videl sem se ne kot navadnega kelnerja, ampak kot šefa nekega velikega hotela. Simpatija se je zarezala globoko v srce. Toda na bregu reke Soče je stal on, kot je stal na bregu Tiberijskega jezera, kjer je Jezus začel svoje poslanstvo, ki ga je prejel od očeta, loviti človeštvo, da bi ga rešil iz vode zla in smrti. Njegov pogled, njegov klic hodi za menoj, pasi moje ovce, je bil ne le močnejši od vseh mikov tega sveta, ampak istočasno tudi privlačen in osrečujoč. V bogoslovje sem stopil še nekoliko negotov, toda nekega večera v 2. letniku v semeniški kapeli, kamor sem bolj pozno zvečer zahajal vsak večer, kjer je trepetala samovečna luč, sva z Galilejcem sklenila trdno zavezo. Od tistega trenutka se nisem nikoli več oziral nazaj.
Nikoli več nisem podvomil v to poklicanost in izvolitev. Nikdar več nisem sanjaril, kaj bi bil, če bi bil to ali ono. Od tistega večera sem si vsak dan ponavljal, duhovnik bom, in od trenutka posvečenja duhovnik sem. Zato vas vabim, da se mi danes pridružite v veselju, ki me spremlja ves čas duhovništva. Kako čudovita je ta plovba po morju življenja, zavedajoč se, da se ne morem nikoli potopiti, ker je on z menoj. Duhovnika spremlja vedno Božja moč, da lahko vedno znova in znova vrže mrežo evangelija v vode tega sveta. Niste vi mene izvolili, pravi Jezus apostolom, ampak sem vas jaz izbral in poklical. In to je tista osrečujoča zavest duhovnika. On me je izbral, on me je poklical brez mojih zaslug. Toda duhovnik ne more oznanjati le Božjega usmiljenja, temveč tudi Božjo zahtevnost. Zato je večkrat v nasprotju s posamezniki in s celotno skupnostjo. Službena oblast nujno postane tudi trpeča oblast. Kdor oznanja resnico evangelija, mora zanj tudi trpeti. To je spričevalo oznanjevalca. Največja nevarnost za današnjega duhovnika je pastoralno delo, ki je kakor sod brez dna, neprestana akcija, ki vodi v stres in duhovno praznino. Druga pot duhovnika pa je še nevarnejša, razočaranje in utrujenost, češ, saj se ne da itak ničesar narediti. Oboje ima iste korenine in izhaja iz prepričanja, da mora duhovnik to in ono in vse sam narediti. To je mišljenje v glavah nas duhovnikov in vas ljudi. V nekaj letih se bo to popolnoma zalomilo. Preživele bodo samo tiste župnije, kjer bodo verniki začutili odgovornost in z veseljem doprinesli svoj delež v osebnem prepričanju, da jim to poslanstvo nalaga krst in birma. Duhovnik ni sam in tudi ne sme biti nikoli sam. Duhovnik je dar za občestvo in občestvo je dar za duhovnika. V skupnosti cerkve ni posameznikov ali solistov. Cerkev ni privatništvo, zato nič brez ali mimo duhovnika, kaj šele proti duhovniku. Zato pa tudi za duhovnika velja nič brez povezanosti in sodelovanja z občestvom Božjega ljudstva. Ta edinost je težka. Toda ljubezen in edinost sta dve razsežnosti poslanstva, ki ga Jezus daje ne le Petru, ampak tudi nam vsem. Potem vas bodo spoznali, da ste moji učenci, nam izroča v svoji oporoki, da boste eno, kakor smo mi dva eno. Zato je rušiti občestvo župnije uspešno satanovo delo. Čas 70. in 80. let prejšnjega stoletja, obdobje, ko je naša generacija se pripravljala in stopila na pot oznanjevanja, je bil milostni čas. Bilo je to po drugem Vatikanskem koncilu, ko je cerkev zajel popolnoma svež veter.
Začele so se uresničevati smernice tega vesoljnega zbora. Župnije je zajel val navdušenja in val prenove. Verniki so začeli umevati in sprejemati svoje poslanstvo v cerkvi. Mladinske skupine so rasle kakor gobe po dežju. Ostrina komunističnega terorja je začela popuščati. Pripravljala se je pomlad slovenskega naroda. Nas, takrat mlade duhovnike, nas je to vse nosilo le naprej in navzgor. Bili smo polni navdušenja v tako čudovitih časih, v katerih smo živeli. Danes so razmere popolnoma drugačne. Družbene spremembe v novo nastali državi Slovenije so nas našle tako kot državljane in kot kristjane nepripravljene in nezrele za resnično svobodo in demokracijo. Tavamo, kot da ne bi imeli pameti in spomina. Gledamo, pa ne vidimo, slišimo, pa ne poslušamo. Raje imajo hlapčevski molk in idejno meglo. Domovina, v kateri je 800 prikritih morišč in grobišč in izven sodno pobiti še vedno čakajo v zabojnikih za pokop. Ugrabljena nam je kultura, šolstvo, mediji in sodstvo. Evropska unija se ukvarja s plastičnimi zamaški, narodi Evrope pa drvijo v propad. Covid zamaje našo vero in odnese četrtino nedeljnikov, in to staršev. V takih razmerah je težje biti duhovnik, pa tudi težje je biti zvest vernik. Zato je potrebno ponavljati svetopisemske izreke: ne boj se, mala čreda. Kdor bo vztrajal do konca, bo zveličan. Ali pa tista možata beseda Jozveta, ki je v podobnih razmerah možato ukrepal: jaz in moja hiša bomo služili Gospodu. 3 stvari, dragi bratje in sestre, nam morajo ostati svete in nedotakljive, tudi v spremenjenih razmerah. Najprej družina v ožjem in širšem pomenu besede. V hvalospevu je zapisano, da zakonske in družinske skupnosti ni uničila niti kazen za izvirni greh, niti sodba ob vesoljnem potopu. Družina je Božji načrt. Naredite vse, kar je v vaši moči in še več, da zavarujete družino pred pogubnimi viharji tega sveta. Vas, draga dekleta in spoštovani fantje, naj vas ne osvaja lažniva svoboda. Ne bojte se Kristusa, ki vam prihaja naproti v zakramentu zakona. Napolnite kobarid z otroci. Dalje naj vam bo sveta domovina, narod, kateremu moramo pripadati z največjim možnim ponosom. Presekati korenine kulture in zgodovinske dediščine pomeni, da ne vemo niti odkot prihajamo in niti kam naj gremo. Brižinski spomeniki, kjer je zapisana prva slovenska beseda, naj nas vedno spominjajo na bogato izročilo, ki ni nič manjše od drugih evropskih narodov
in nas zavezuje k zvestobi in pripadnosti tej čudoviti slovenski deželi, tej bogati slovenski kulturi in sveti materini slovenski besedi. In ne nazadnje ne izgubimo sidro upanja in vere v živega Boga. Človek brez Boga je nag in ogrožen. Prvi izmed slovanskih narodov smo sprejeli krščansko vero, ki že 1300 let dviga našega duha. Ko smo postavljeni pred odločitev, se oklenimo trdne skale Kristusa, ti si Peter skala. In mi, dragi bratje in sestre, mi smo krščeni, smo maziljeni Svetim Duhom, pripadamo Božjemu ljudstvu, ki ima Kristusa za vodnika, nebesa pa za svoj cilj. Zato ne smemo služiti lažnivim in mrtvim malikom in bogovom tega sveta. In na koncu se vprašajmo, kako je zmogel Peter in za njim tisočeri? Kako so zmogli mučenci, katerih število v zadnjih desetletjih silno narašča? Kako zmorate verni starši, ki vztrajate v verski vzgoji svojih otrok? In kako zmoremo duhovniki? Evangelij nam odkriva to skrivnost, ki smo ga danes poslušali. Vero lahko ohrani samo tisti, ki je v svojem življenju izkusil neskončno in brezpogojno Božjo ljubezen, tudi v uri neuspeha in slabosti. Predpogoj vere je odkriti njega, ki me brezpogojno ljubi. Vera človeka je le odgovor na njegovo ljubezen. Zato je eno samo vprašanje, ki ga zastavlja Jezus danes meni ob tem jubileju in ki ga zastavlja vsakemu izmed vas. Zato je tudi možen samo en odgovor. Ali me imaš rad? Verujem v enega Boga,
bratje in sestre, slovesni praznik apostolov, prvakov Petra in Pavla naj nas utrdi v veri in ljubezni do cerkve ter v zaupanju na moč naših prošenj, ki jih Bog Oče vedno sliši, če ga prosimo v Jezusovem imenu. Gospod Jezus, pastirje cerkve si postavil, da nas vodijo k tebi. Naj jih radi poslušamo in živimo po njihovih naukih. Gospod Jezus, tudi v prihodnosti spremljaj zlatomašnika Ivana, nakloni mu zdravja, Božjega miru in veselja. Gospod Jezus, prosimo te za našo državo Slovenijo. Tvoj blagoslov naj nas spremlja, da bomo živeli v miru, spravi in medsebojnem spoštovanju. Gospod Jezus, krepčaj bolne in trpeče, da ne bodo obupali pod križem. Sprejmi njihovo trpljenje za nove duhovne poklice. Gospod Jezus, ti si vstajenje in življenje, sprejmi naše rajne, posebno starše in sorodnike, zlatomašnika v nebeško slavo. Vsemogočni Bog, bil si moč svetih apostolov Petra in Pavla, da sta te poveličevala z mučeniško smrtjo. Utrdi tudi nas v veri in Božji milosti, da bomo vredni svojega krščanskega imena in tvoje ljubezni po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Vsemogočni Oče, sprejmi mojo in vašo daritev. Vsemogočni Bog, priprošnja tvojih apostolov na nas spremljate darove, pripravili smo jih tebi v čast, posveti jih in sprejmi z njimi tudi nas, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo. Res je pravično, da tebe, Sveti Oče, slavimo. Ko veseli obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. Peter je prvi izpovedal vero v Kristusa, tvojega Sina. Pavel nam je globine te vere osvetlil. Peter je združil v prvo cerkev ostanek izvoljenega ljudstva. Pavel pa je kot učitelj narodov oznanil evangelij odrešenja vsemu svetu. Vsak na svoj način sta gradila eno Kristusovo družino cerkev. Zato jo sedaj krščanski svet skupaj proslavlja, v nebesih pa druži skupen venec slave. Tudi mi te z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerju za v kelih se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni. V edinosti z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom, z drugimi škofi, duhovniki, diakoni in vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi udje cerkve razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot k zveličanju. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusa v miru odšli v večnost, in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polno življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo Gospodovo molitev. Oče naš, reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Jezus blagruje vse tiste svoje sodelavce, ki v svetu delajo za mir. Tako kot je poklical sveta apostola Petra in Pavla in pred 50 leti v svojo službo našega zlatomašnika Ivana, smo tudi mi poklicani, da v svet prinašamo njegovo ljubezen, potrpežljivost in razumevanje. Pokažimo našo pripravljenost delati dobro tako, da si podamo roke in si voščimo mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Bog, v svetem zakramentu nas krepiš. Utrdi svojo cerkev v ljubezni, da bomo stanovitni v lomljenju kruha in nauku apostolov, ter vedno bolj enih misli in enega srca po Kristusu našem Gospodu. Spoštovani zlatomašnik Ivan, farani naše velike razširjene župnije, smo se danes zbrali ob vašem prazniku, ko obeležujete že 50-letnico služenja Bogu in ljudem, ki so vam zaupani. Ko ste prišli v Kobarid, ste z neomejenim zaupanjem v Božjo, Marijino pomoč in pomoč dobrih ljudi lotili še tako zahtevnih podvigov. Vodenje tako velike župnije zahteva veliko energije, potrpežljivosti, iznajdljivosti in organizacije. Prav za slednjo se vam iskreno zahvaljujejo tudi župljani Kota, saj ste morali hitro prevzeti še bogoslužja, ki jih je dotedaj vodil gospod Marjan. Vedno poskrbite, da so zakramenti in prazniki globoko doživeti ter polni skrbno pripravljenih zunanjih znamenj. Vaše kateheze so bogate s prispodobami, ki nam olajšujejo razumevanje Božjega nauka. Vaši nagovori nas opogumljajo in navdušujejo. Tudi v težkih trenutkih, ko žalujemo ob izgubi svojcev, nam znate sočutno izreči izbrane besede tolažbe, ki so nam oporo. Z mnogimi izmed nas delite tudi veselje ob spoznavanju novih krajev, kot je bilo tudi romanje v sveto deželo, kjer se vsi na novo duhovno napolnimo. Z vso svojo energijo in smislom za urejenost ste se lotili popravil premnogih starih, zapuščenih župnišč po vsej dolini, župnijskih knjižnic, arhivov in s pomočjo predanih sodelavcev zgledno uredili stvari, ki so bile prepotrebne prenove. Skratka, hvaležni smo najprej Bogu, ki vas je poslal med nas. Hvaležni smo vam za vse vaše napore, spodbude, molitve in za to, da nam v Božjem imenu odpuščate grehe in pri vsaki maši delite nebeški kruh. Naj vas še naprej spremlja Božja milost in naj vam Mati Marija, h kateri tako radi romate, izprosi obilo veselja, moči in zdravja. Hvala za vse in Bog vas živi. Spoštovani gospod Blažič, dragi Ivan, z velikim veseljem in radostjo smo skupaj z vami, župljani župnije Idrija in sosednjih, in se vam zahvaljujemo še danes za vse, kar ste naredili za našo župnijo. Osebno tudi sem zelo vesel, da vam to lahko podarim, zato ker ste nam, ko smo prišli v Slovenijo, v Idrijo, veliko pomagali v duhovnem spremstvu. Tako da hvala lepa, še nekaj let pričakujemo, da boste lahko vaše zelo lepe pridige še naprej dajo. Tako da vse dobro želim, Bog vas živi. Zlatomašnik Ivan in sočasno tudi predsednik Župnijske Karitas Kobarid. Ob vašem jubileju Zlati Maši vam iskreno čestitamo in se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Za naprej vam želimo vse dobro, predvsem zdravja in ustvarjalne energije. Vsi prostovoljci in prostovoljke Župnijske Karitas Kobarid.
Tako, najprej, da ne pozabim, ker tudi v župnijskih oznanilih ni bilo zapisano, torej danes popovdne ob 16. uri, ob 4. popovdne ste vabljeni k slovesnim večernicam. Sej niti ne vemo več, kaj so večernice, še toliko manj pa, kaj so pete litanije srca Jezusovega, ki jih tako skrbno pripravljajo oktet in tudi še drugi. Torej, le pridite, če malo z dobre volje, torej ob 16. uri. Udeležili se bodo tudi duhovniki iz mnogih župnij. Zdaj, kaj ne vam rečem kot en velik poklonaj za vse pevcem, ki ste vložili toliko truda. Vidim, da ste se danes združili tudi s pevci iz Idrije, torej veliko presenečenje tudi za vse. Torej vsem ostalim, ki ste pripravljali to bogoslužje, to cerkev, sodelavcem vsem in vsem, ki ste tudi zunaj, sedaj se trudite in se boste potrudili. Torej ostali bomo, tudi če je malo toplo, vas vabim, da se zaustavimo zunaj pred cerkvijo. Take lepe navade nas spremljajo ob takih praznikih, da pridemo slavljencu tudi čestitati osebno, pa na taka škatla je tudi tam, desno roko damo slavljencu, levo pa v škatlo. Tako ne bo šlo tako hitro, malo potrpežljivosti bo treba. Tako, torej pokloni še enkrat vsem za vse in gremo naprej. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.